Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Projekt Stand Up, tvoja kariera v Evropski uniji, skuša mladim približati tematiko unije na sproščen in humoren način. Ker je zanimanje za evropske vsebine vse manjše, želijo s tem projektom pokazati, da Evropska unija ni nekaj dolgočasnega in nezanimivega, temveč del našega življenja. Glede na to, da smo se vključili v Evropsko unijo in smo del Evropske unije, je Evropska unija praktično naše življenje. In postavljati si meje na mejah Slovenije, ne vem, če je smiselno, tako glede izobraževanja, kot tudi iskanja zaposlitve. Slovenci zelo radi potujemo, to je znano, radi se tudi vračamo v Slovenijo, ampak to fleksibilnost v glavi moramo pa prenesti tudi na področje izobraževanja in konec koncev tudi iskanja zaposlitve. To je tisto, kar nas bogati in širi. Inovativen izobraževalni pristop bo preoblikoval način poučevanja in učenja o evropskih vsebinah. Tako bo povečal znanje učencev in učiteljev o izbranih evropskih tematikah ter prek razvoja spretnosti omogočil večjo zaposljivost mladih v Uniji. To je stvar EURES, ki mora predstaviti, kakšna je možnost za mlade, da odidejo v tujino. Sama kot varuhinja pa bi si želela, da tudi če odidejo z izkušnjami, pridejo nazaj in dobijo službo. Tako da spregovorim na tem dogodku o kršitvah pravic, vseh delavskih pravic pri nas. Nenazadnje se bližamo tudi 1. maju in je treba o tem še več govoriti. Jaz ne pozivam mladih, da bi odhajali, vendar mnogi gredo tudi zato, da pridobijo nova znanja in želim si, da se vrnejo, tu dobijo delo in niso izkoriščani. Mladi se danes, zlasti v Sloveniji, srečujejo s prekarnimi zaposlitvami, SPI, avtorskimi pogodbami, ki pomenijo tveganje in negotovost. Statistika kaže, da se brezposelnost v primerjavi s preteklimi leti sicer niža, a je med mladimi še vedno visoka. Veliko je pa seveda nezaposlenih. Veliko je takih, ki ostanejo predolgo doma, ki zapadajo tudi v depresijo, v številne težave, v odvisnosti. Tako da zagotovo to ni dobra popotnica, nekaj je potrebno delati. Včasih pravim začeti vsaj z dobrodelnostjo, kar pa delajo kot recimo delovno razmerje, pa mora biti plačano. Varuhinja človekovih pravic ostro zavrača delo preko 8-urnega delovnika in neplačano delo ter opozarja delodajalce, ki svojih delavcev ne plačujejo, da je to nehumano in kaznivo dejanje. In ko odidejo ali pa recimo tudi v Sloveniji, na kaj moramo biti mladi še posebej pozorni? Tako kot pri nas tudi v tujini na recimo goljufije, na to, da se nekdo predstavi mnogo lepše, kot je kasneje v resnici. Jaz si želim, da taki delodajalci ne bi imeli možnosti zaposlovanja. Treba je tudi prijaviti in službe morajo delovati. Jaz pozivam inšpekcije in v kratkem bo tudi njihov posvet v torek, inšpekcijo za delo, da mora delovati, da se jo mora čutiti, kajti žal za preventivo je kar prepozno, je kar potrebna kurativa. Torej, taki delodajalci, ki izkoriščajo, ki ne plačujejo plač, prispevkov, morajo biti odkriti, kaznovani in to se ne sme ponavljati. Mladi se srečujejo tudi z osnovnimi težavami, na katere jih formalno izobraževanje ni pripravilo. Oblikovanje pozitivne samopodobe, komunikacija, medsebojna interakcija, finančna pismenost, predvsem pa sprejemanje odgovornosti. Vse to je ključno, da poleg kompetenc in veščin pokaže posameznik, ko stopa na trg delovne sile.